Na stojnicah so tako predstavljali ekološko pridelano hrano. Na naši kmetiji je praktično celotna prereja živali, se pravi, to so govedo, ovce, konji, osli, prašiči, perutnina razna. Potem je sadje, izdelki sadja, kot je jabolčni sok. Ljudje so bolj zadovoljni, da dobijo nekaj za pojesti pa za popiti, zdravje je pa na koncu. Ko je res že problem toliko pereč, potem pa začnejo razmišljati o tem, da bi se tudi naravno lahko kaj pozdravili. Eko praznika so se udeležili tudi osnovnošolci. Po drugi strani pa sem vesela tudi zaradi naših učencev, da so si lahko v miru te zadeve odblizu ogledali, kaj povprašali in da so lahko potem tudi poskusili. Mi smo danes pripravili tudi tovrstno malico. Sicer je vsako leto več povpraševanja po tovrstni hrani. Ljudje se ozaveščajo, probajo to hrano, vidijo, da je ta hrana bolj okusna, bolj zdrava, preizkusijo sami na sebi. Marsikdo je ugotovil, da si je s tem popravil zdravje oziroma celo rešil in potem še bolj verjamejo tem stvarem. Ker v ekološkem kmetovanju vidijo dodano možnost za razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti, so v brežiškem občinskem proračunu namenili posebne spodbude za ekološko pridelavo. Jaz upam, da bo tega vse več, kajti pravijo, da je to edina hrana, ki se da relativno dobro prodati in je povpraševanje veliko. Poleg tega razmišljamo tudi o obnovu tržnice v Brežicah, v kateri bi bil poseben kotiček za ekološko pridelavo. V Združenju za ekološko kmetovanje jugovzhodne Slovenije je sicer 120 članov.